v tem času itak vemo vsi, da mogoče preveč prevladujejo vizualna sporočila, ki spodbujajo racionalni del razmišljanja. Slišna sporočila pa bolj intuitivno percepcijo spodbujajo. In ker v današnjem času pač pretirano gojimo samo ta racionalni del, ki vodi nekakšno skizofrenijo sodobnega sveta, pač različne discipline, ki se ne poznajo več med sabo, zaradi tega se potem hudo sprašujemo kar naprej o pomenu smisla, kje je tukaj smisel, izgubljamo smisel. Zato nekako hočem malo bolj poudariti ta auditivni del. Recimo svet reklam, vemo, kako zlorabljajo ta vizualno percepcijo, da nas zapeljujejo z raznimi marketinškimi manipulacijami. In to pač neko delovanje sodobnega sveta, ki vozi v skizofrenijo. Glasba, ki smo jo danes, recimo Igor je vzel simfonijo, ravno kar omenjal, glasba povezuje, ravno skozi ta auditivni pristop, različne elemente stvarnosti v neko povezano celoto in s tem spodbuja pravzaprav tudi intuitivno doživljanje. No, jaz bi rad pravzaprav šel, koliko se da globoko v kreativno dejavnost, v izvor kreativne dejavnosti. Pač Igor je zelo lepo mi pripravil nekaj izhodišča, nekaj nanizal pač način delovanja znanstvenega mišljenja. Sam bom pa to še malo povezal z intuicijo, z lepoto in z razvojem same znanosti. Sam zagovarjam predvsem orfiško stališče v znanosti. Orfiško stališče je to, da ni ostre meje, ni isto, ampak ni pa ostre meje med znanostjo, umetnostjo in duhovnostjo. Grški mitološki junak Orfej je v bistvu pač nekak template, nek vzorc za orfizem, kot imenujemo to filozofsko smer. Orfej je pač, kot vemo, v tem grškem mitu, on je igral na liro, tako lepo je igral, da je ne samo ljudi, pa živali pritegnil k poslušanju, ampak tudi bogove. In so bogovi ga tako vzljubili, da potem se mu dali možnost, da Euridiko reši iz podzemlja. Žal to ni uspelo, zaradi tega, ker se je Orfej pač ustrašil, da Euridika ni dovolj samostojna, da bi mu sledila, to sprav pač ta patriarhalni vzorc v antiki, tako da se pač tam ni žalostno konča. Ampak pomembno, recimo, za orfizem je to njegovo, bi rekel, nek način znanstven pristop do igranja na liro. Ker je on z igranjem na liro skušal povezati zemljski svet pa duhovni svet, svet bogov, kot so takrat v antiki duhovni svet dojema. Igor je povedal, kako je Platon pač svet stvarnosti pa svet idej ločeval, ampak Orfej je pa to združeval ravno s tem svojim inštrumentom, s svojim petkem. Eden najbolj znanih grških filozofov in znanstvenikov je Pitagora. Pred 2500 leti približno, v značilnem času, ko so se in v Evropi, in v Aziji, tako rekoč istočasno, radikalno nove ideje vzpostavljale. V Evropi smo imeli takrat Heraklita, Pitagora in tako naprej, tudi te Sokrat je bil že malo pozneje, pred Sokratike, ki so, takoj potem je pa že Sokrat, Platonik in tako naprej. V Aziji je bil takrat recimo Buda, Laozi, tako naprej, so pa budizem, daoizem, kar sta dve malo različne stvari, kar bom še povedal. Torej, Pitagora je bil hkrati in filozof, in umetnik, in znanstvenik, in duhovni mož. Poznamo ga recimo po Pitagorju izreku, poznamo ga po teoriji števil,
poznamo ga po umetnosti, on je recimo prvi kodiral glasbena pravila. Odkril pač te razmerja med toni, da so te razmerja v razmerju ulomkov, v razmerju celih števil. Postavil matematična pravila, kako je to povezano, kako je višina tona povezana z utežjo, ki visi na struni. Da je frekvenca kar sorazmerna s kvadratnim korenom uteži, ki visi na struni. To je, bi rekel, prva povezava matematike in opazovanja, kar je osnova novoveške znanosti. Se pravi, neko seme novoveške znanosti je že v antiki bilo zasejano. Ravno ta poudarek na opazovanju, na zelo iskrenem in zvestem opazovanju, se pravi brez nekih fantaziranj, izgubljanj v fantazmah, sledenje nekim željam, ampak absolutno zvestobe resnici, kar je izjemno pomembno znanosti, resnica nad vse, nad tem, kaj si želiš kot izid nekega opazovanja. To ni več znanost. Potem to je lahko marsikaj, lahko je to umetnost, lahko je duhovnost, religija, ampak znanost mora resnico postaviti nad to, kar si želimo. Igor je povedal, da tudi če negativen izid eksperimenta, je to znanstveni napredek. Ker potem vemo, do kje seže eno in do kje pa območje drugega. Se pravi, natančno opazovanje in pa uporaba matematike kot neka struktura, v katero vključimo potem te opazovalne podatke, da dobimo potem kot nek velik red, ki je podlaga znanstvenim zakonom. Znanstveni zakoni so pač kot je Platon, pač nekako namignil nekaj zelo abstraktnega, lahko pa postane celo vidni. Tukaj bi jaz mogoče Igorja malo nadgradil in tukaj ravno stopi pojem lepote. Sam se predvsej z matematiko ukvarjam, pač izpeljujem razne enačbe, da bi čim bolj preprost fizikalni sistem našel, v katerem bi lahko potem analiziral entropijo, ki je pač domen pomembno. Zato je pač potrebno zelo veliko matematike, obravnave raznih matematičnih sistemov in tukaj vstopi pojem matematična lepota. To je nekaj zelo posebnega. O matematični lepoti ne moreš govoriti, če nisi spoznal. In nekateri vejo, kaj je to, nekateri ne vejo, kaj je to. Sam sem imel izjemno srečo, da sem in v osnovni šoli in potem v srednji šoli 8 let skupaj sedel z enim najboljših matematikov v Sloveniji, tako da sem imel možnost spoznati, kaj je to matematična lepota v tistih rosnih letih. Jaz sem tudi zelo dobro učiteljica za matematiko. Matematična lepota je v bistvu nekaj, recimo veliko sem tudi inštruiral, ki sem imel popravca iz matematike v srednji šole, pa v prvih letnikih faksa, prepoti govorim. Ker povejte, če bom prišlo. Slabo grlo imam manj, da sem izredno. Če vgašaš projektor, ko šel mi. Bravo. Vsi vemo vse, potem skupaj, ne, tako da pravimo. Hvala lepo. Torej, če res recimo neko matematično enačbo preženeš v tisto obliko, ko je tista oblika res uporabna, da boš lahko z njo nekaj koristnega naredil, potem je ta enačba tudi lepa. Matematična lepota je tako rekoč kriterij za to, ali si na pravi poti. Sliši se mogoče zelo čudno to, ampak vidimo to lepoto, ko gledamo enačbo. To se pravi, to je mogoče skoraj edini primer, ko je nek zakon viden. Ravno skozi pojem lepote. Imamo nekaj, recimo, EMC kvadrata, ne, pač
smo dosti že večkrat slišali. Izjemno kratek fizikalni zakon, kratke enačbe, samo 3 črke so noter, pa tista dvojka nad C-em, pa se pravi 4 znaki, pa načaj še vmes, ampak Einstein je bil, občutil neke totalne ekstaze, ko je prišel do te enačbe, zato ker je tako kratka in tako veliko pove. In to pomeni, da je lepa. Koncizna, ampak ogromno pove. Tako kot recimo od Lao Zija, mojstra daoizma, Dao De Jing, ta njegova knjiga, ki jo je napisal v parih dnevih, 81 aforizmov vsebuje, ampak ima pa izjemno globino, izjemno veliko pove. To je osnovna knjiga daoizma. Lao Zi je bil kitajski filozof, ki je ugotovil, da je družba nekako prišla v fazo degradacije in da njega ne bojo več razumeli in je zato po legendi zajezdil bivola in šel iz prestolnice, kjer je bil zaposlen na dvoru kot nek dvorni pisar, bibliotekar v bistvu. Je potem odjezdil do mej Kitajske, da bi šel pač nekam, se izgubil v puščavi in v kozmosu, v Šambalu, bi rekel zdaj, da je odjezdil. Ampak mejni stražar ga ni hotel spustiti ven, ker je uganil, kdo je, da je to tisti slavni Lao Zi, ki ima še zelo veliko zapovedati, če ni vsega povedal. In je rekel, zdaj se boš pa tukaj v to sobo usedel, noben te spustil čez mejo, dokler ne napišeš svojih modrosti. Tako da potem nekaj dni je pisal, to je ta knjiga Dao De Jing. To je, zdaj ne vemo, ali je to legenda, ali je to res. Ampak Oprosti, ampak to je prvi, že so meni stražarji pomembni za razvoj družbe. Ja. Torej, Lao Zi, začne se Dao, ki ga lahko imenuješ, ni tisti večni Dao. Ime, ki ga lahko izrečeš, ni nespremenljivo ime. To se pravi, iščemo tisto, kar je vzadi za opisnim, vzadi za dvignim, vzadi za tistim, kar ima obliko. Iščemo tudi tisto, kar je brez oblike. Tudi Azija, recimo daoizem, je vzpostavila poseben odnos do praznine. Podoben prenos do praznine je tudi Buda vzpostavil. Skozi ta pojem šunjate, budistične praznine, ki ni praznina v našem zahodnem pomenu, ampak je to praznina polnosti. Praznina neodvisnega obstajanja je to, če natančno definiramo. Se pravi, nobena stvar v kozmosu ne obstaja samo po sebi, ker je vse med sabo povezano, da vse povezano celoto, ker tega ne moramo reči, da en delček sam po sebi eksistira, ampak eksistira samo v povezavi z vsem ostalim. Jaz recimo ne eksistiram sam po sebi, ampak zato, ker sem imel mater, očeta in tako naprej, ona dva sta imela pa spet svoje prednike in to je vse povezano. In torej to je ta budistična praznina. Praznina, kjer ni ničesar, kar bi obstajalo samo po sebi. Zapravo, praznina, v kateri je vse noter, ker je vse povezano. Praznina polnosti. To je ta azijski pojem praznine, ki je tudi osnova daoizma. Evropski pojem praznine je pa zelo drugačen. Je pa tista krščanska praznina, ki se jo moramo bati, ker je nekaj strašljivega, strah je tukaj noter. Strah je zdaj en pojem, ki se z njim zdaj sodobna civilizacija zelo spoprijema, zato ker bolj ugotavljamo, da je strah vzrok za nasilje. In nasilje je zdaj tisti največji problem, ki ga bomo morali razrešiti. Zdaj, ko je ves svet, ko med sabo globalno povezan, ugotavljamo, kako se moramo pač odpovedati nasilju samemu po sebi. Ne nasilju tebe do mene, ne nasilju nekih islamistov do evropske kulture, ampak nasilju kot takemu, kot tudi mi smo lahko nasilni, tudi mi nosimo v sebi kaj nasilja. Vsi nosimo nek atavizem, nek vzorce iz tistih živalskih časov, ko smo se bali narave in zdaj se pa domišljamo, da smo zmagovalci nad naravo, da smo premagali naravo in da lahko v bistvu še zmerno tisto željo po prevladi, ki je nastala zaradi strahu pred tem, da nas bojo okolje uničilo,
Ampak zdaj pa, ko se čutimo zmagovalci, tudi zaradi znanosti, zaradi vse te tehnike, ki je omogočila udobno življenje v sodobnosti. Ampak še zmeraj imamo pa tisti strah globoko v sebi, iz česa se poraja nasilje, ker hočemo premagati ta strah z nasiljem. Tako da so tukaj stvari, ki se zdaj z njimi intenzivno soočamo in zaradi tega je prav, da govorimo ne samo o zahodnem pojmu praznine, ampak tudi o vzhodnem pojmu praznine, ki v sebi vsebuje tisto polnost vseh manifestacij, ki so med sabo povezane. To je v bistvu osnovni vzrok, zakaj je v drugi polovici 60-ih let prejšnjega stoletja prišel do prave eksplozije vzhodnaških filozofij in religij, ki so začeli na zahod prihajati. In ta stvar še zmeraj v bistvu nekako živi naprej, čeprav je pač neoliberalna ekonomija in filozofija, ideologija to na videz povozila, ampak če gledamo zahodno družbo, recimo Ameriko, Anglijo in tako naprej, tam prežeta je z vzhodnimi idejami, ki se zadnjih 50 let nekako, čeprav pod površino, ampak intenzivno se razvija. Zelo se zlorabljajo in to treba priznati, ker ravno zaradi te želje po uspehu, po dobičku, zaradi teh neoliberalnih vzorcev, ki spet pomerijo na želji po prevladi, želji po moči, vzadje pa spet nasilje. Se pravi, vse zlorablja je neko čudno mešanje med vzhodnimi in zahodnimi idejami. Vzhod na veliko uvaža zahodne pojme, pač kapitalizem, zahod na veliko uvaža vzhodne pojme. Vzhod ne razume dobro zahoda in misli, da bojo v nek raj prišli, če bojo zahodno ekonomijo prepeljali. Indija je zdaj veliko večjem kaosu, recimo, kot je bila pred 40 leti. Poznam Indijo, sem bil veliko tam v vseh teh obdobjih. Zahod je veliko večjem kaosu, kot je bil pred 40 leti, ker tudi vzhodne ideje nateguje na zahodne želje, ki so pa nekaj parcialnega želje po osebnem uspehu mene, uspehem moje korporacije, v nekem sistemu delujemo. No, zdaj prehajamo spet na to odnos med racionalnim in intuitivnim. Intuicijo bi jaz nekako tako razložil kot s hologramom. Vi vsi veste, kaj je to hologram. Hologram to je neka posebna fotografija predmeta, ki jo naredimo z lasersko svetlobo. In laserska svetloba, ki se odbija od predmeta, recimo od prozornega, se odbija od tega predmeta na fotografsko ploščo, ampak del laserske svetlobe pa direktno na fotografsko ploščo pride. Ne odbito, ampak direktno z laserja. Pač ni neko polprepustno zrcalo, ki to svetlobe odbije na fotografsko ploščo, polovica pa spusti skozi, da pride na predmet in potem ta svetloba s predmeta pride na fotografsko ploščo. Oba dela svetlobe med sabo interferirata, nastane interferenčna slika in to je hologram, ki pač je recimo ena taka ploščica, ki vidimo noter samo neke čudne proge in ne vemo, kaj to je, ampak če podržimo proti laserski svetlobi, to vidimo tridimenzionalno sliko predmeta. Tridimenzionalno, tako da če pogledamo od strani, vidimo vzadi tudi in mislim res od vzadi lahko vidimo, če je ta plošča dosti velika. Kar je pri hologramu izjemno zanimivo, je pa to, da en mehen delček holograma, recimo, da je to na steklo, naredimo ta hologram, včasih so steklene fotografske plošče uporabljene. Naredimo na stekleno fotografsko ploščo, potem pa trečemo to steklo na tla, da se razbije na 100 koščkov. Vzamemo en košček, podržimo proti laserju, celotni predmet, če vidimo, celotni, ne enega delčka predmeta, ampak celega. Vidimo ga pa ne več tako ostro. Če imamo celo ploščo nerazbito, potem je ločljivost veliko večja, veliko bolj ostro vidimo. Edino to je plus večjega holograma.
Na čist mečkenem kočku kilograma vidimo cel predmet, ampak ne tako ostro. No in tako nekako bi jaz razložil intuicijo. Omenili smo dostkrat že danes Thomasa Kuhna, ki je napisal pač tisto slavno knjigo o znanstvenih revolucijah, kako je že naslov, nekaj tacka, teorija znanstvenih revolucij. Pač Kuhn pač pravi, da večina znanstvenega dela poteka linearno, tako da nadgrajujemo znanje pridno, vestno, po vseh pravilih in tako naprej, ampak potem pa te znanstvene teorije pridejo prej v neko krizo, ko ni več pravega napredka, še zbiramo množico podatkov in tako naprej, pišemo članke, tega ogromno zdaj. Ampak ni pa v bistvu v sami osnovi, v sami ideji več neke svežine, nekega napredka. In takrat pride pa potem naenkrat, ponovati je to nepričakovano, tako da večina znanstvenih skupnosti tega se niti ne zaveda, ampak za ostankom, pozneje šele to zaštekajo, pride do preobrata, vdora nove ideje. Ta nova ideja je pa na začetku zelo intuitivna. Tako kot da bi gledali tisti majhen košček holograma pač. Ne vidimo ti nove stvari zelo jasno, ampak vidimo pa nekaj, da je nekaj še v zadju za tistim, kar trenutna znanost prikazuje. Pač, in tukaj ima vlogo intuicija. Intuicija nekako stopi v tisto dimenzijo, ki je še nekaj več. Recimo, če skorogramno to, še tretjo dimenzijo zraven dobimo. Ni samo dvodimenzionalna fotografija, ampak je tridimenzionalna. Na začetku je ta košček majhen, ampak vidimo pa še, kljub vsemu že na začetku celota, kjer pa potem treba preverjati, velikrat preverjati, da potem ta slika postane večja in bolj ostra. Potem pa že posamezne delčke te slike lahko analiziramo in lahko že dvodimenzionalno potem letimo, tako kot Igor govoril o zemljevidih, Slovenija tukaj, Hrvaška tukaj in tako naprej. Da cel globus potem dobimo. Tisto, kar v teh preobratih znanstvenih pokaže pot naprej, je zelo močno prežeto z intuicijo, zato ker intuicija ima možnost stopati vzad v tisto neznano. To se pravi, v tisto nemanifestirano, tisto, kar se ne da vnaprej že imenovati, tako kot je Lao Tzu recimo rekel, Dao, ki ga imenuješ, ni tisti Dao. Bom še z enim primerom to ponazoril. Veverica pač skače po vejah ali pa opica in posod tam lahko gre, kjer so veje. Blazno spretna, skače po vejah, ampak ptič pa lahko leti tudi med vejami. Veverica ali pa opica linearno hodita, samo vzdolž vej. Ptič pa po vseh treh dimenzijah potem naenkrat lahko vzletijo, ker ima krila, to je nekaj, kar opica nima. Opica si ne more predstavljati, kako to letenje izgleda. Ne more pač, preprosto nima tega. Francoski filozof Henri Bergson, on je precej govoril o intuiciji. On je tudi v kreativnem procesu. O pomenu intuicije je intuicijo tudi precej za glasbo, to se prosto auditivno percepcijo usporejo nasproti vizualni percepciji in je dal pravzaprav tak pomen, ki ga večina evropskih filozofij ne daje intuiciji. V Aziji, v številnih azijskih filozofijah ima intuicija precej večji pomen kot v Evropi. Recimo v šivaizmu, naprimer, bodi si kašmirski šivaizem ali pa šivaizem Karnatake v Južni Indiji, te stvari sem nekaj študiral. In torej oni vejo, da intuicija ni tako nekaj, vsak žarnica se zasveti, nek fleš, pa pride od neznanega ideja, ne, ni tako. Intuicija je kontinuiran proces, ki počasi poteka stalno in je treba pozorno opazovati, kaj se dogaja tukaj. Čeprav mogoče na začetku še ne znamo tega jasno imenovati. Bom povedal recimo en primer take znanstvene revolucije.
Leta 1900 je bil, ne vem, kjer je evropskem mestu, kongres vseh fizikov tistega časa. Zbrali so se vsi največji fiziki, pač, ki so sploh takrat bili, in so potrdili, da tako rekoč so rekli, mi zdaj že tako rekoč kompletno znanje imamo klasično mehaniko, Newtonovo mehaniko, potem imamo elektromagnetizem, to je bila takrat še mlada veja, Maxwellov elektromagnetizem, ki so ga pa do leta 1900 tudi že kar razdelali. Imeli so tudi že termodinamiko in te tri fizikalne discipline so postavili kot osnovo fizike in so rekli, da vse že imamo. Zdaj bomo samo še kakšne drobnarije obdelovali, posamezne kočke, dopolnjevali znanje, ampak mi imamo tako rekoč eno formulo, s katero lahko že čisto vse v vesolju razložimo. Lahko bi napisali enačbo, v kateri bi noter bilo čisto vse, kar se je zgodilo, kar se bo zgodilo v prihodnosti. To je bilo leta 1900. Nekaj mesecev potem je Max Planck objavil članek o fotonih. To je bil prvi članek z področja kvantne fizike. 5 let pozneje, leta 1905, je Einstein objavil članek o specialni teoriji relativnosti. Zapravi, komi so napovedali, da že vse vejo, se je pokazalo, da ne vejo vsega. Ja, še to. Mislim, to je zelo pomembno. Na tem kongresu se rekli, to ne bo, mislim, dobesedno tako se rekli, ne bo teoretične fizike popolnoma jasno. Praktično brez oblačka. Je samo 2 mečkena oblačka sta. En oblaček je nepojasnjene zadeve v zvezi s severno svetlobo. Ne znamo z neko teorijo čisto jasno tega razložiti. Drugi oblaček je pa Michelson-Morleyjev eksperiment interferometrični, ki tudi nekako se ga ne da z našim znanjem razložiti, ampak bomo to tudi pojasnili. No, iz prvega tega sevanja je Max Planck izpeljal pač prve zakone kvantne fizike, iz drugega oblačka, to je ta Michelson-Morleyjev eksperiment, je bila pa osnova, eno od 2 stebrov specialne teorije relativnosti. Zapravi, pravilno so detektirali ta 2 oblačka, ampak skušal se vključiti v obstoječe note. Tukaj pa intuicija je tista, ki naredi tisti skok naprej. Ker racionalno delovanje zmerno sledi nekim algoritmom, nekim pravilom. To je zelo pomembno, nikako ne bom rekel, da mislim, zdaj se posebno na kakšnih duhovnih delavnicah upijejo nekateri stran z razumom, samo intuicija, samo nekaj zakon privlačnosti, recimo, take stvari. To, kar si v duhu zamislimo, to je tisto, kar obstaja. Sam si gradim realnost, ni objektivne realnosti izven tistega, kar si gradimo v duhu. Mislim, to so tako, no. Ne bom jaz tukaj zdaj preveč koga. In hočem reči pa to, ne, da tudi racionalni del je zelo pomemben, ker je ravno s tem strogim preverjanjem, kot Igor prej recimo binarni logiki govoril, imamo možnost, da preverjamo, kaj je resnica in kaj ni resnica. Tukaj na drugi strani pač imamo trivalentno logiko, ki je pa v nekem smislu osnova kvantne fizike. V klasičnem računalništvu imamo binarno logiko, nič pa ena. So tiste številki, ki v binarnem matematičnem sistemu obstajajo, na vsem tem digitalni računalniki temeljijo. Kvantni fiziki pa, se pravi, to je ta bita, nič pa ena. Zdaj pa poskušajo narediti kvantne računalnike, ki so recimo miljonkrat zmogljivejši, hitrejši kot klasični računalniki, te pa delajo s kvantnimi kubiti, kvantnimi biti, ki pa nimajo samo nič pa ena, ampak imajo tudi vse tiste možnosti v mestu. To je trivalentna logika. Ali pa multivalentna logika, polivalentna logika, kubiti.
Teorija te multivalentne logike je zelo komplicirana. Sem se skušal prebiti skozi kakšno knjigo, pa mi zaenkrat ni uspelo, ker je res tudi matematično zelo zahtevno. Ampak na tem se resno dela in ne moram zdaj napovedati, kako bo rešil ta problem med tem, kar kvantna fizika daje možnost, pač da odpre tukaj neko širšo dimenzijo vse iz bivalentnega sveta v polivalentni svet in hkrati, da ne izgubimo tega resnega odnosa do tega, kaj je resnica. Ker zdaj se ravno kvantna fizika ogromno zlorablja za to, da je lahko karkoli res. Pač ravno na teh duhovnih delavnicah, ki se jih včasih v teležim slišam, pač čake trditve, da je res karkoli. To, kar si zaželimo, je res. To je tista resnica. Jaz si zaželim, da zadenem glavni zadetek na loteriji in se mora to uresničiti in ena moja prijateljica je padla v hudo depresijo, ki nekaj tednov trajala, ker je bila prepričana, da bo zadela glavni zadetek, pa ga ne zadela. Ampak je mislila, da ker tako intenzivno meditira na to in zakon privlačnosti pač ji to garantira, potem je bila pol depresija. In jaz sem ji rekel to, pomisliti, verjetno je še 100 drugih ljudi na svetu, ki si tudi želi glavni zadetek na loteriji. Mogoče je kdo veliko bolj reven kot ti. Tukaj pomisli na etični kriterij. Če hočeš zakon privlačnosti uporabiti za to, da boš samo svoje želje izpolnil, potem je to v nekem smislu skregano z etiko. Tukaj v tem smislu je zelo blizu budistična filozofija. Ki pravi, Buda je rekel, ne bom šel v nirvano, dokler ne bom pomagal vsem bitjem tega sveta na poti iz trpljenja. On se je odpovedal temu kozmični sreči v nirvani, dokler ne bo tudi drugim bitjem pomagal na poti iz tega. In to je tisto, kar sodobni svet izjemno pogreša. Etika. Vse govorijo kakšni politiki o etiki, Cerar recimo. Ampak zdaj v zadnje čase se kaže, da je to čisto pleteničeno. Sem poslušal kakšen njegov nastop in ni povedal čist nič. Sem pač tudi tukaj zelo kritičen do tega, ker se recimo tako intenzivne stvari v sodobni družbi dogajajo, da je treba na te probleme opozoriti. Da moramo stati za svojimi besedami. Ker je preveč polucije z nekim vsemogočim. To je tisto, kar nas vodi v schizofrenijo sodobnega sveta. Da pač en ne ve, kaj dela drugi in karkoli potem lahko res in mediji nas zabavajo z nekimi polresnicami, konstrukti in tako naprej in smo popolnoma zmedeni. In je Evropa zdaj na robu fašizma, novega fašizma. Če pozorno spremljamo, kaj se dogaja. Ravno recimo v zvezi z begunci, ko se seje strah pred nečem novim, kar Evropa prej še ni poznala, se pravi spet ta strah zlorabljamo za to, da svoje parcialne interese skušamo udelovati. To so in sodobni mediji, so polni v bistvu takih manipulacij. Tako da tukaj pač moramo pozoriti na to, da ta holistični pristop ima vsekakor izjemno težo v sodobnih razmerah. Ne smemo ga pa zlorabljati za to, da bi izgubili jasen odnos do resnice in do odgovornosti do vseh biti. Igor je recimo zelo lepo povedal, znanost ima izjemne mehanizme za to, da loči resnico od neresnice. To zato, ker se je skozi 500-letne razvojno-oveške znanosti te mehanizme izredno besno znanost zgradila. Pozorno z vso natančnostjo. Zato lahko ravno znanost, ki nekateri tako blazno kritizirajo zdaj, delamo pravičeno zaradi te schizofrenije, ko ena specialnost ne ve več za drugo in se povezala znanost potem z delo za korporacije, za dobiček in tako naprej. To je problem. Ampak osnova znanosti je ta odnos do resnice, to je pa nekaj,
nekaj izjemno lepega, kar je treba ceniti. To se pravi, smo na poti, ne, da ta odnos do resnice povežemo z tistimi principi holizma, ki pa izhajajo pravzaprav več iz vzhodnih filozofij kot iz zahodnih. Tako da to so te sodobni procesi, ki se intenzivno dogajajo. No, in da zdaj grem na glavno temo, zdaj se bližam koncu, že lepota. Lepota je tukaj... To je merilno. Lepota je tukaj zelo močan kriterij, tudi resnica. Prej sem omenil matematično lepoto, ki nam na nek način pokaže, da smo recimo neke enačbe, nek matematično neizpeljave pripeljali do stopnje, ko bomo lahko s tem nekaj naredili, ko bo to tudi koristno, ko bomo dali s tem drugim tudi kaj in ko so se stvari ponastavili. EMC, čisto kratka našla. Ta lepota pa nastopa v znanosti v številnih drugih oblikah. Matematična lepota je samo ta najbolj ekstremna oblika, ko že do lepota nekih zakonov obstaja, zapisano v matematični obliki. Ampak obstaja pa predvsem v znanosti lepota vezana na materialni svet. To se pravi, ne na neke abstraktne zakone, ampak na nekaj, kar lahko utipnemo, kar lahko vidimo. Pri pripravi eksperimentov je lepota kriterij, da je eksperiment dobro pripravljen. Če je tam nek kaos v laboratoriju, žice nekaj čudno tako prepletene, zameštrane, to pomeni, da nismo temeljito pregledali vsega, da nismo počasi skrbno vsega naredili in je zelo velika verjetnost, da bo prišlo do kakšne napake, da se bo eksperiment ponesrečil, da bo napačni rezultati prišli, da bo na sredi eksperimentirali neki crkve in tako naprej. Se pravi, lepota je tukaj kriterij za to, da je eksperimentalni sistem dobro pripravljen, dobro izdelan, dobro premišljen. Pejmo na eno primerjavo iz biologije. Metulji izbirajo svoje spolne partnerje po lepoti. To se ve, lepa krila metulja, ko se metulji med sabo gledajo, tako se poleti na travniki lovijo, to si vemo, kako se preletavajo, pa parčki tako nastajajo. Gledajo se, zato letijo, da se gledajo, kakšni so z vseh strani, potem metulka izbere tistega, ali obratno, ne vem zdaj to, kako je pri metulji. Metulka je to. A metulka izbere tistega metulja, ki... Metulčko je velika, metulka pa izbere tistega najlepšega. Tistega najlepšega, ki ima najbolj simetrična krila, prej smo že govorili o simetriji, že v prvem predavanju je bilo zelo ogromno krasnih slika, takih simetričnih, lepih. Ta simetrija metulja pove, koliko je zdrav, koliko ima dobre gene. Če ima res dobre gene, da bo imel tudi dobre potomce, potem ima res lepa simetrična krila, nobenih napak je zdravo zrasto, ni prišel nekaj, tako da bi nekaj ena polovica njega v rasti zaostala. Jaz recimo imam desno nogo malo krajšo belo, nisem tako popoln. Tako da metulji so pa zelo natančni. To se pravi, je tukaj lepota kriterij za to, da je nekaj dobro zloženo skupaj. In to je pri eksperimentih v znanosti zelo pomembno. Potem, recimo, je lepota tudi močna motivacija v znanosti. To pa se kaže posebej v sodobnem času, ko pač vse te pomembnejše znanstvene raziskave modeliramo tudi za računalniki. Ali da eksperimente obdelujemo za računalnik, ali da že matematični model eksperimenta naredimo pač digitalno in ga potem
eksperiment pripravljamo za računalnike, tako se zdaj ponovadi dela, da se že računalniško skuša čim več modelirati, da točno vemo, kakšne izhodiščne parametre bomo vzeli pri eksperimentu, da bo eksperiment najboljše posrečal. In potem recimo za računalnikom naredimo neko tridimenzionalno sliko, jo primemo z miško, vrtimo okrog. To je lahko zelo abstraktna stvar, nek tridimenzionalni graf, neka ploska v prostoru, ki nam pa pove pač x, y, z, to so neke spremenljivke, ki nam povejo, recimo, to so neki parametri iz eksperimenta, pa z miško primemo, tem vrtimo. In če smo dobro to premislili, vse to matematično teorijo, potem je ta ploska blazno lepa. In potem v totalni ekstazi smo, ko vrtimo to okrog in gledamo, x moram pa malo večji vzeti, še premehnem, sem vzel. Veš kaj, telefoniram pa sosednjim dek, dej ti tisti kristalček narediti, tako da boš dal še en ogljikov atom malo več notro molekulo, ker mora x biti malo večji. Mislim, to je ta lepota, ne? Lepota, ki je tesno povezana, bi rekel, s tem, da se bo stvar posrečila. In ko gledamo eksperiment, in ko gledamo modelirane eksperimenta, to je isti princip lepote, kot imajo metuljčice, ko opazujejo svoje partnerje. In recimo matematična lepota je kriterij, da je nek postopek matematični dober premišljen, dober dodelan. Tako da, in to je potem hkrati tudi močna motivacija, ker nas nekako vodi, da gremo po pravi poti in lahko potem imamo zaupanje, da gremo naprej. To je pravzaprav tisto, ko bi rekel, kar neka čist biološka podlaga čuta za lepoto. Lepota kot garant za to, da so vse stvari skupaj dobro zložene, da bo življenje dobro uspevalo, da se bo lepo nadaljevalo, to vejo metuljčice, in tako naprej. No, s tem bi zaključil.